Hvala. Torej, lepo pozdravljeni in pozdravljene vse in vsi, ki ste tule v prostoru, da ne bom našteval, kdo je vse, glede na to, kako je povezan z inštitutom. Danes je spet dan inštituta, tako kot vsako leto, približno tam zadnjo soboto v avgustu. In tukaj je pač neko srečanje, ki je namenjeno temu, da se malo zberemo, to je ena stvar, druga stvar je, da počastimo vse tiste, ki so dobili različne certifikate, različna spričevala, diplome tudi bodo danes, in seveda, da malo pogledamo tudi, kako in kaj pač funkcionira oziroma deluje inštitut, kakšne so njegove usmeritve oziroma kaj se dogaja med letom, da majčkeno dobimo tudi ta pregled za nazaj in ugotovimo pravzaprav, kaj se dogaja na tej notranji ravni predvsem. In vsako leto je kaj novega, normalno, da je kaj novega, zaradi tega, ker dejansko inštitut skozi raste, mora rasti, ker če stagnira, potem seveda se to tudi pozna na različne načine. In seveda, ker imamo neko tudi duhovno in psihološko in še marsikatero poslanstvo, je potem seveda to kar zahtevna naloga. Zdaj, mogoče bi sam par besed, imamo nove tutorke letos, se pravi Manca Javornik pa Meta Erbežnik, ki sta začeli v bistvu uvodne skupine voditi, kar je spet kar pomembno, ker uvodne skupine so nekakšna podlaga oziroma temelj tega, kar se potem dogaja kasneje, se pravi, da grejo potem določeni ljudje, ki pač, oziroma gojenci, kako jim pravijo, potem na študij. No, potem je še Karin Baloh Martič, ki je iz Hrvaške in je tudi prevzela potem nekatere seminarje in tutorsko skupino, kar spet uvede nek nov veter v celotno dogajanje, ker v bistvu vsak, ki pride, pravzaprav povzroči neko spremembo v kompozitu, ne bi lahko rekli, ali pa v delovanju samega inštituta. Zdaj, letos je 24 let, bo zdaj v decembra zaključenih in se začne 25. leto. 25 let je pa četrt stoletja, tako da pri 25 letih je pa pol nek, bi rekel, tak trenutek, ko je treba pravzaprav malo se ozreti, a smo mi na pravi poti, a nismo, a je treba kaj spremeniti in tako naprej. In zdaj se že kolikrat zmeri, tudi pri tranzitih imamo Orbis, to se pravi, tudi tle imamo Orbis, se pravi, na nek način se pripravljamo na to 25. obletnico, ne da bi se hoteli, ampak se to avtomatično zgodi. Tako da v bistvu ta 25-letnica bo dejansko tudi pomenila določene spremembe, in sicer se je že letos tudi zgodilo to, da se je prenovil prospekt, se pravi, da smo začeli na nek drug način, oziroma da smo posodobili to naše delovanje oziroma poslanstvo v družbi, kaj sploh pravzaprav predstavljamo kot inštitut, kakšna je naša pravzaprav globja identiteta, in kako v bistvu zdaj to peljati v bodočnosti. Imamo tudi nov logotip, kot veste, logotip je tako kot eno oko, ki ima noter sonček, ki je pol bel črn, se pravi tako nekako yang yin in nekako simbolizira tudi to vpogled v globino, pogled v dimenzije, ki so uranske. Vemo, da uran je kozmična energija, ki omogoča pogled skozi materijo. Tako da v bistvu nekako je to tudi ena od tistih stvari, ker če logotip zamenjaš, s tem zamenjaš določeno, bom rekel, simboliko povezano s tem. No, potem imamo pa tudi še eno bolj zanimivo stvar, to je pa metoda IPAR. Metoda IPAR, se pravi, tukaj gre pa predvsem za to, da mi smo različni tutorji, imamo različne pristope, imamo različne načine, kako funkcioniramo, kako
izvajamo določene terapije in tako naprej. In zdaj ta metoda IPAL naj bi nekako zdaj poenotila, oziroma ne poenotila, ampak nekako povezala zdaj te različne pristope v eno metodo, ne, da bi se mi lahko potem predstavljali tudi pri 25. obletnici, ne, da imamo svojo metodo, ne. Kar je tudi pomembno, tudi za družbene zadeve. Namreč družba pač reagira na to, ne. Ker če nimaš nekakšne svoje identitete, potem je težko v bistvu privabiti ljudi, je težko delati z ljudmi in tako naprej, ne. Zdaj, kaj pravzaprav v tej metodi IPAL je, ne? Kdo smo, kaj smo, ne? Kje smo, kako smo, kaj hoče življenje od mene, potem je tukaj trening preobrazbe in pa cilji, ki jih imamo, in pa vloga v družbi. Ne? To so recimo tiste glavne, bomo rekel, točke ali pa postavke, tista saturnovska struktura, ne? Na katero je treba odgovoriti na drugačen način ali pa bolj enovit način, kot je bilo doslej. In to v bistvu zdaj nekako se je tudi nekako opredmetilo ali pa realiziralo v eni taki brošurci, v kateri so prav ta vprašanja potem malce razdelana, ne? Tako da v bistvu potem lahko vidite, kako je s tem. Ne? Se pravi, kot vidite, priprava na 25. obletnico pomeni tudi neko integracijo. Ne? Zdaj potem uradna sprememba imena je bila na institut IPAL, poudarek na A. Ne? Se pravi, to pomeni, da ni več vse tisto, ne, ker kratica sama nekako tudi potem obsega vse tisto, kar je doslej, ampak uradno se pa tako predstavlja. In je to spet neka sprememba, spet neka prilagoditev, tudi glede na razmere. No, potem je še ena zadeva, ki je zelo zanimiva, in sicer revija Anima. Včeraj smo imeli kar dolge debate tukaj o tem, ker je šlo za idejo, da bi izdali neko revijo, ne, ki bi izhajala vsako četrtletje, se pravi 4-krat na leto. In ta revija ne bi pravzaprav bila nekakšna, bom rekel, odsev inštituta v neki tiskani obliki, kjer bi bili noter pač dosti močni članki, s katerimi pač pritegnemo ljudi, pritegnemo njihovo radovednost in tako naprej. Tako da, seveda, je pa tukaj zdaj vprašanje še koncepta in to se bo še razvijalo v tem 25. letu. Ne? Ta koncept pa ne bi bil, da bi pravzaprav mogoče nehali delati tisto, kar se dela tudi sicer v družbi, da imamo zmeri dva pola, ki sta, recimo, ne vem, uradna medicina, alternativna medicina. Vsak hoče nekaj svojega, zdaj mora biti komplementarna medicina. Ne? In v bistvu v tem smislu tudi v smislu duhovnosti. Ne? Tako da bi v bistvu nekako povezovali znanost z rekel, samo astrologijo, pa tudi drugimi zadevami in sploh duhovnostjo kot takšno. Tako da tudi nekako ukvarjene s tem eksoteričnost, ezoteričnost, ne? Se pravi, eksoteričnost, se pravi, kaj to pomeni, ne? V bistvu ta zunanji vidik in ezoteričnost, notranji vidik, kako to povezati med sabo. Ta dva svetova, ki v bistvu nista dva svetova, ne? Ampak se jih tako pač detektira. Dejansko, bi rekel, je to tudi iskanje neke nove duhovnosti. Govorili smo o nekem novem Bogu, narekovajih, ne, ki bo pa zdaj integriran Bog in bo nekako vodil človeka v smeri razvoja, pridobivanja, bom rekel, vrednot, pozitivnega usmerjanja, rasti, duševne in duhovne rasti. Ne. In vse te zadeve potem seveda nekako, da bi to zdaj nekako integrirali. No. In to bi nekakšna funkcija te revije bila. Ne. No, potem še dve zadevi, šli sta dve knjigi, zbornik 7. akademije, ki smo imeli februarja letos, ne? In pa potem tudi kompleksi, ne? Se pravi, potem in pa knjige 6. in 7. del Jungovega misterija. Ne? Zdaj, če malo samo par besed bom še povedal v zvezi z današnjim dnem tudi, oziroma sploh inštitutsko karto, ne? Čeprav pač verjetno ne veste inštitutske karte na pamet, ampak samo to ne povem, zakaj vas je toliko tukaj, ne?
Če greste inštitutsko karto gledati, boste videli, da je tranzitna luna natanko v konjunkciji z Jupitrom. Inštituta iz leta 1993. Natančno. Pa ne samo to, hkrati še Merkur in Sonce v sekstilu natančno. Tako da na Jupiter zdaj 3 močni aspekti delujejo in luna je vedno povezana z ljudstvom, z ljudmi, z ženskami, z vsem tema. Se pravi, da to je en, rekel, dober signifikator, ne? Čeprav, veste, tranzitna luna se grehite, ne? Ampak da je vse troje na isto točko, pa da je to na Jupitra, to pa ni zmeri tako, ne? Potem, recimo, tisto, kar je tudi astrološko gledano, Pluton je v 9. 9 je pa hiša duha, se pravi hiša notranjega duha, esence, ne? In zdaj Pluton pomeni, da bo verjetno tudi v tem 25. letu in kasneje prišlo do teh globih premikov na duhovni ravni, se pravi tudi v smislu inštituta, s tem, da je v 9. hiši inštituta Neptun in Uran v konjunkciji. In je Pluton zdaj 2 stopinji samo oddaljen, kar pomeni, da jih na nek način že aktivira, in da se dogaja pač določene notranje spremembe. In te notranje spremembe so na kolektivnem očitno pogojene z nekega kolektivnega nivoja, kar povzroča seveda to, da se enostavno na nek način duhovno spreminjamo. In se to na nek način čuti. Ker tudi, ko pridemo tudi recimo na sestanki in tako naprej, se čuti ta poglobljenost, ta nekakšna želja v neki globi transformaciji in tako naprej. No, Uran je v 12. Trenutno je v konjunkciji z Venero, sicer pa v 12. hiši vemo, da je planet vedno na nek način priprava za to, da bo šel pol v prvo, in v 12. hiši nekako vedno dela en rezime nazaj, za vseh 12 hiš, in malo rovari. Uran je pa važen zaradi tega, ker mi smo astrološki inštitut in imamo Urana v 9. Se pravi, da je naša duhovna esenca povezana z uransko in neptunsko energijo, kar sta v konjunkciji. Neptun je pa v 11. Tako da predvsej ta pritisk se kaže na ta socialni koncept. Se pravi, koncept tega, da se v družbi na nek način mogoče bolj izražamo, bolj postajamo mogoče vidni in da je to skozi to, kar se tudi poglabljamo vase. Šolanje 9. Ja, šolanje tudi. Okay. No, toliko bi jaz imel. Hvala lepa. Hvala.